Druženje Prve lige Telekom Slovenije, jubilejna 30. sezona, pa nam danes na stadionu Rajka Štolfa ponuja tekmo Tabor in Aluminij. Torej, dvoboj dveh ekip, ki sta z mešanimi občutki začela letošnjo jubilejno 30. sezono. Zdaj nekaj več besed o njemu, ampak počakajmo zdaj prva obetavnejša akcija. Tabor, ali je tukaj priložnost za gol? In ne. Tam, kot kaže, je Slavko Vinčič opazil prekršek, s katerim sta nanizala kar nekaj dobrih duelov, dobrih predstav v dresu Aluminija. Zdaj pa lepa globinska podaja Čermaka in ostaja 0:0. No, pa naj omenim še oba stranska sodnika, ko smo ravno že pri delilcih pravice, torej Slavko Vinčič glavni, nato pa pomočnika Tomaž Klančnik in pa Andraž Kovačič, četrti sodnik ob robu igrišča, ki bo prav tako danes imel kar nekaj dela tam ob obeh klopeh, pa Alen Borošak. In nadaljuje se kartonada danes Slavka Vinčiča, kartoni padajo kot za šalo. In tole ni ravno najbolje, kajti Dino Stančič je prejel že drugi rumeni karton, posledično rdečega. Gorana Stankoviča, še ena dolga podaja, hiter je Dialo, ujel je žogo, hitro pospešek Dialoja, nevarno zna biti, padel je Dialo in 11 metrovka, kot kaže. 11 metrovka, ki jo je izsilil ob tej akciji Dialo, in Aluminij je kaznovan tudi z igralcem z Luko Janžekovičem v Sežani, da bi z igralcem manj dosegli gol za vodstvo. Tako je. Mario Babič v Sežani za 1:0 z igralcem manj. In težave zdaj za Pečnik, tisti, ki je poskušal izbijati. Janžekovič napaka in rešujejo se. Še enkrat strel Dialoja po odbitku. Azimovič izbijal, Dialo pa za 2:0 Tabora z igralcem manj proti Aluminiju. Kakšna tekma! Gre za 42-letnega srbskega strokovnjaka. Zdaj pa priložnost za znižanje in tako je. Znižanje rezultata v Sežani, prednost je torej zdaj nižja, Aluminij pa prihaja nekako, lahko rečemo, dovolj še zgodaj do znižanja. Šel do žoge, pa zdaj dobra globinska podaja Severja. Ali je tukaj zdaj priložnost in da se postavi pika na i v Sežani? Tako je! 3:1, 88. minuta. Današnja tekma je bila zelo težka, oziroma bili smo v manjku z enim igralcem manj, tako da smo energetsko imeli potrošnjo res na najvišji možni ravni, tudi psihološko. Lahko bi bilo kontra, pač mi smo izkoristili naše priložnosti in lahko rečem zasluženo zmagali. Taktično smo bili vrhunsko na igrišču, posebej drugi polčas oziroma pa v končnici prvega polčasa. Imali smo šansu u uvodu utakmice da postignemo jedan pogodak i da smo to uradili od 300% šanse. Mislim da bi tijek utakmice bio drukčiji. Onda dogodilo se ono najgore u stvari po nas, protivnik je ostao bez igrača manje, povukli su se, čekali su na kontru, to su iskoristili, a mi nismo bili pravi u toj zadnjoj trećini i nismo mogli doći do izražaja.